In hvala publiki, ki se je oglasila, ki je prišla sem. Ampak preden začnem, bi dal dve zelo kratki opazki priložnosti. Zdaj, navada je, da se pred dogodkom pošlje na naslov nekaj, kar naj bi bil naslov, in kratka vsebina predavanja. Taka je logika stvari. Ampak včasih v tej situaciji nastane zagata, zaradi tega, ker človek lahko tudi ne ve, o čem natanko bo govorilo predavanje. In če ne veš, o čem bo predavanje, potem je težko dati naslov. Zato so te najave lahko obešene v zrak. Napisane so lahko kot prosti spis z žanrskimi zahtevami. Se pravi, torej kot nekakšno ugibanje, lahko bi rekli qualified guess, o tem, o čem bi utegnilo govoriti predavanje. In na ta način je nastal tudi ta naslov težave z občem. V nekem smislu je zdaj predavanje tako, mislim, da je Hitchcock tisti, ki je enkrat govoril, predstavljati se, da bi posneli film samo zato, da bi lahko posneli en sam prizor, ali da zato, da bi lahko uprizorili neki naslov. Nekaj podobnega se je zgodilo tukaj. In morda tudi naslov ni najboljši, če bi ga še enkrat, bi ga verjetno naslovil drugače. No, ampak ko sem se potem lotil priprave predavanja, sem opazil, da sem zelo podoben naslov pravzaprav že uporabil v enem članku, kjer je šla beseda o Heglovi teoriji dejanja. In potem sem rekel, se veste, včasih je dobro, ko greste na izpit, da pogledate besedila, ki jih je ta avtor, se pravi ta profesor, že napisal. To je zmeraj neka varna pot za to, da se dobro prebiješ skozi čeri. Nekaj podobnega velja tudi za avtorje predavanja. Dobro je pogledati tekste, ki si jih na to temo že napisal. Če ne drugače, že zaradi tega, da ostaneš, da ohraniš neko konsistentnost. In ko sem potem vzel v roke še druge članke, sem videl, da sem o Heglovi teoriji države pravzaprav povedal že kar nekaj in sem bil nekako zgrožen. Povedal sem tako rekoč vse, kar vem, tako da sem že vnaprej uporabil vse trike. In zato vas moram razkril karte, zato vas moram opozoriti. To, kar zdaj sledi, kaj zelo veliko novega ne bo prineslo, ampak bo nekakšen komentar k tistemu, kar je bilo že povedano. Toliko torej eno. Prva opaska. Druga opaska pa se nanaša na zaključni stavek najave. Če ste prebrali, se glasi, ali nam predmarksistični filozof danes sploh še lahko kaj pove. Verjetno ste opazili, v tem primeru gre za parafrazo nekega drugega stavka. Gre za parafrazo, mislim, da ustanovne predstave gledališča Anne Monro, ki ima naslov, ali nam predvojna striptizeta danes sploh lahko še kaj pokaže. Zdaj, težava je v tem, da predstave tedaj, mislim, da je bilo to leta 1982, žal nisem videl. In pravzaprav ne vem, zakaj nisem šel gledati te predstave. In tako še zmeraj ne vem niti, kakšen je odgovor, ali nam lahko predvojna striptizeta danes sploh še kaj pokaže. Niti ne vem, na kaj se pravzaprav vprašanje nanaša. Očitno pa je, da mi je vprašanje dalo misliti, dobro, zakaj prepuščam vam. Tako da zaključno vprašanje najave je najprej moj omaž gledališču Anne Monro. In neke vrste opravičilo njim in sebi, da si te predstave nisem ogledal. In če morda kdo od vas ve, kakšen je odgovor na to vprašanje in na kaj se vprašanje nanaša, bi mu bil hvaležen. Obenem pa ta stavek seveda nakazuje nekaj drugega. Nakazuje to, da bomo v predavanju Heglovo teorijo države vsaj v enem delu poskušali reaktualizirati, je preveč reči, skušali vsaj soočiti z nami, z situacijo, v kateri se nahajamo in se vprašati, ali nam Hegel vendarle lahko kaj pomaga. Pričemer se implicitna predpostavka glasi, da je položaj danes vendarle nekoliko drugačen kot položaj v Heglovem času. Se pravi, da se je med tedaj in zdaj vendarle nekaj zgodilo. In seveda, da je ta razlika
na neki način povezana s tistim, kar se navezuje na Marxovo ime. In zato ali nam predmarksistični filozof Hegel danes sploh lahko še kaj pove. Dobro, toliko uvod, gremo k stvari. Zdaj, ker je bilo v okviru letošnjega cikla že več predavanj, ki so, kolikor vem, podrobne govorila o pojmovanju države pri Hegelu in Marxu, o odnosu med njima, o sodobni teoriji države v poznem kapitalizmu, se o državi pri Hegelu ne bom posebej ukvarjal. Rekel bom torej, da lahko za naše potrebe Hegelova teorija države povzamemo z dvema strateškima tezama. Najprej s trditvijo, da je država mesto, na katerem se udejani subjektova svoboda, in potem tezo, da se država razlikuje od civilne družbe, da moramo to dvoje znati razlikovati. Zdaj, kar zadeva prvo tezo, je Hegel pravzaprav tukaj dovolj tradicionalen, pravzaprav se pridružuje grškemu pojmovanju, namreč pojmovanju, da je najvišja oblika dobrega življenja politično delovanje, v katerem posamezniki, svobodni posamezniki, javno določajo in udejanjajo skupno dobro. Zdaj, razlogi za takšno stališče so različni. Deloma to razumevanje Hegel podpre s teorijo dejanja, ki se pri njem, za razliko od Kanta, po svojem pojmu, dovrši šele v intersubjektivnem pripoznanju, se pravi sredi skupnosti, če hočete. In to tezo Hegel povzame s trditvijo, zame paradigmatsko, da je, citiram, določitev posameznikov ali individuov živeti obče življenje. Se pravi, za Hegla je država predvsem ime mesta občega, na katerem posameznik edino, če tega mesta ni, ta možnost umanjka, edino lahko živi obče življenje in tako udejani samega sebe, svojo svobodo. V tem smislu Hegel pravi, da ima vsakdo dolžnost biti član države, mimogrede tako kot ima vsakdo dolžnost stopiti v zakonski stan. Vsekakor je za Hegla država nekaj, do česar ima pozitiven odnos, se pravi pozitivno investiran pojem. Kot rečeno, država je zanj mesto subjektove svobode. Temu splošnemu okviru te prve teze še dva poudarka. Najprej je treba poudariti, da Hegel državo kot mesto občega razume na ozadju razmerja med subjektom, to je posameznik, in substanco, naravno substanco, kjer pač nastopi država. Država se torej, ko reče on država, nima v mislih tistega, kar običajno mislimo mi, ki živimo tu in zdaj. Se pravi, ne misli toliko na kup uradov, pred katerimi nevadno visi kakšna plošča z grbom, z naslovom in tako naprej. Enako Hegel države ne opredeljuje z Weberom, torej kot monopol, z monopolom nad legitimno uporabo sile. Seveda je pri Heglu država tudi to in nazadnje vključuje tudi urade in tudi, se pravi, tiste tablice, ki visijo na vhodu in uniforme, ki uporabljajo silo. Ampak v svojem temelju je država za Hegla predvsem zbir tistih družbenih institucij in institucije so tisto, kar je pač čemer se kar upoštevamo vsak dan. Med drugim je tudi to, da rečemo na dober dan. To je družbena institucija. Skratka, država je najprej zbir vseh tistih družbenih institucij, ki imajo pravzaprav predvsem faktično veljavo. Se pravi, kot zbir šek in naravi. Zitn, ne? Šek in naravi, v kateri smo vedno že potopljeni v vsakdanjem življenju in ki jih spremljamo tako rekoč iz navade. Država je druga navada. Druga narava, če hočete. In ker smo šele na podlagi to, kar smo, nam ta naravna substanca po Heglu ne more biti nekaj tujega, tako da smo pri njem do te naravne substance, nazadnje tudi do države, kot pravi Hegel, v odnosu brezrazmerne identitete. Ta naravna substanca za nas ni nekaj tujega. Kajti to, kar smo šele na podlagi naravne substance. Ampak pazite, to ne pomeni, kot se glede tega tudi pogosto govori v odnosu med subjektom in substanco,
da se subjekt ne more distancirati, da se subjekt ne more postaviti proti naravni substanci in potem takem tudi proti državi. V resnici je to enako kot pri šegah in nraveh. Tudi šege in nravi lahko kaj? Se izvotlijo, opustenijo in nazadnje ugasnejo. Kdaj? Pod kakšnimi pogoji? Tedaj, če jih člani neke skupnosti ne jemljajo za svoje, če se jih preprosto ne udeležuje več. Tedaj te šege in nravi, nazadnje tudi naravna substanca, se sesuje vase. Enako so tudi pri državi ravno njeni državljani tisti, ki jih svojim sodelovanjem pri skupni stvari ohranjajo državo pri življenju. In paradoksno za Hegla je potem tudi upor proti državi, izraz paradoksno njene živosti. Je znamenje tega, da jo njeni pripadniki jemljajo zares. Subjekt je tisti, ki daje substanci življenje. In sicer natanko toliko, kolikor ima aktiven odnos do nje in torej tudi negativen odnos. V tem smislu je država pri Heglu v svojem pojmu ljudska. Kot veste, se Heglova država je formalno sicer, nominalno sicer monarhija, vendar to na podlagi popolnoma drugačnega kriterija, kot sicer velja. Prava moč države je v ljudstvu in država nazadnje zmeraj temelji na ljudstvu samega sebe. To je eno. Poleg tega pa je treba poudariti, da med občo naravno substanco in državo v ožjem, recimo temu političnem pomenu, pri Heglu vendarle obstaja neka razlika. Država je za Hegla mesto, kjer se obča naravna substanca ove same sebe. Mesto njenega samozavedanja. In vsaj za moderno državo in šele moderna država za Hegla je za Hegla država v pravem pomenu, vsaj za moderno državo velja, da se to uvedanje naravnega duha zgodi v režimu vednosti. Za Hegla torej država ve. Država obstaja v režimu vednosti. Država misli in država ve. Država deluje v režimu vednosti. V kakšnem smislu? Najprej ne samo, če tudi v pomenu, da so njeni odloki javni, enako dostopni za vse, enako veljavni za vse, brez razlike. To je res, ampak država ve in misli tudi v smislu, da mora svoje ukrepe utemeljiti na racionalni način, z obče veljavnimi razlogi. Ni dovolj, da svoje sklepe, zakone, odločitve sprejme, vedno jih mora biti sposobna utemeljiti, upisati v polje razlogov. In pravi Hegel v paragrafu 316, kar naj bi zdaj veljalo, ne velja več na silo, komaj na podlagi navade in nravi, kar je področje tiste substance, naravne substance v širšem smislu, zato pa vselej na podlagi uvida in razloga. V tem smislu država se je dolžna upravičiti pred sabo in pred svojimi državljani. Samo za primerjavo, mislim, da je v tem smislu Heglovo pojmovanje države morda blizu Bourdieujevi opredelitvi. Namreč Bourdieu na nekem mestu pravi, lahko državo, ali da je treba državo, da si lahko državo predstavljamo kot centralno banko simbolnega kapitala, kot neko središče distribucije simbolnega kapitala. In Bourdieu v tej zvezi potem tudi razširi Weberovo opredelitev, češ za državo je značilen monopol nad legitimno uporabo fizične sile. Pravi, morda je še prej je za državo značilen monopol nad legitimno uporabo simbolne prisile, ki je zmeraj pogoj za uporabo fizične sile. Dobro, to je torej glede same države. Glede razlike med državo in civilno družbo, pa če je prva teza, pravzaprav nadaljevanje nekega grškega pojmovanja, pa se potem v drugi tezi, pa je druga teza naperjena
teza o razliki med državo in civilno družbo naperjena ravno proti grškemu pojmovanju. Namreč po Hegelu je bila temeljna slabost grške tako imenovane lepe naravnosti v tem, da ni pustila prostora posamezniku v njegovi posebnosti. Skratka, da ni priznavala pravice do subjektivne posebnosti. Ni priznavala pravice do tega, da bi bil posameznik lahko nekaj za sebe, samostojen, neodvisen od skupnosti, da bi imel vir svojega delovanja sam v sebi in bi torej mogel imeti neko samostojno podlago nasproti drugim, nasproti svetu, nasproti državi, nasproti čemorkoli, nasproti božanstvu. On je absoluten. In ponazoritev te pomanjkljivosti imamo lahko v Antigoni, v tragediji Antigone. In ravno dejstvo, da Antigona potegne za sabo tragedijo, je znamenje grškega krhkosti, pomanjkljivosti grškega sveta. Antigona govori o tem, kaj se zgodi, ko v grškem lepem svetu res nastopi nekdo kot subjekt, vzame dejanje nas. Kaj se zgodi? Splošno razsulo. In to je razlog, za katerega potem grški svet tudi propade. Vsekakor pa je ta dimenzija najprej s krščanstvom, po katerem ima vsakdo v sebi skriva neskončen zaklad, ki mu je zaupan v varstvo, iz katerega mora nekaj narediti. Kaj je to? Je smrtna duša. S krščanstvom zdaj prišla v splošno zavest in zdaj te dimenzije subjektivne posebnosti ni več mogoče spregledati. In to je, Hegel to imenuje tudi, da so romantiše in to je zdaj tisto, kar tvori razliko med starim in modernim svetom. In zato mora zdaj moderna država, poleg sfere občega, to je politična država, odpreti poseben prostor, ker bi se lahko posameznik v celoti posvetil zgolj svoji posebnosti, samemu sebi, skrbel zase. To področje se imenuje civilna družba, Torej, za Hegla civilna družba ravno ni drugo ime za politično stanje, politično družbo, kakor je bilo v navadi do tistega časa, natanko nasprotno. Civilna družba je za Hegla ravno mesto nepolitičnega znotraj političnega. Je področje, kjer se posamezniku ni treba brigati za obče, je področje, kjer se lahko posameznik ravno umakne vase, k sebi, umakne iz političnega delovanja, iz delovanja za skupno dobro, se usmeri zgolj nase, na svojo posebnost in, kot rečeno, se požvižga na obče. To, za kar mu gre, je zgolj on sam. Tudi v tej zvezi dodajam 3 poudarke. Najprej, civilna družba je področje, ker posameznik skrbi zgolj zase in za svoje potrebe. Ampak zase ravno težko skrbi sam. V izolaciji to najbolje stori v sodelovanju z drugimi. In toliko je civilna družba še vedno nekakšna družba, namreč v smislu, da vključuje mnoštvo, da tudi moštvo, če hočete, v smislu, da posameznik zase ne skrbi zgolj sam, ampak v koordinaciji in sodelovanju s drugimi. Ampak pomembno je, da je to povezovanje v civilni družbi vedno podrejeno nekemu namenu, da vedno izhaja iz posameznika in ima za svoj cilj zadovoljitev njegovega posebnega interesa, ki jih ima ta posameznik kot posameznik v svoji posebnosti. Nadalje je treba reči, da je Hegel mislil civilno družbo po modelu ekonomije. Se pravi, kot področje, nazadnje kot področje tržne menjave, kot področje prostega trga, na katerem se srečujejo sebični posamezniki, ki v iskanju zgolj lastne koristi vstopajo v odnose ekvivalenčne menjave. Ampak še enkrat, čeprav se civilna družba udejani predvsem kot sistem potreb, čeprav je torej predvsem področje tržne menjave, ni omejena zgolj na trg. Po Heglu ista logika v enaki meri velja onstran trga. Nazadnje velja ta ista logika, ki jo uteleša civilna družba, ekvivalenčne menjave, povsod tam, kjer posameznik nastopa kot bistveno poseben. Povsod tam, kjer gre za zadovoljevanje njegovih interesov kot posebnih,
Povsod tam se stvar dogaja po logiki, ki jo uteleša trg, področje proste menjave. In kar pomeni, da imamo civilno družbo lahko tudi onstran trga, ne samo v tem smislu v civilni družbi. Ne rabi iti za denar, da bi lahko imeli upraviti z logiko civilne družbe. In nazadnje je treba dodati, da civilna družba za Hegla obstaja šele v okviru moderne države. Da je tipično sodoben, modern pojav. Zdaj, to opazko lahko beremo na več načinov. Lahko je beremo zgodovinsko, v smislu šele v modernem svetu se je uveljavilo načelo subjektivnosti in zato šele v modernem svetu obstaja nekaj takega, kot je področje civilne družbe. Lahko to izjavo beremo faktično, dejstveno. Skratka, civilna družba ne more obstajati samo zase, civilna družba vedno predpostavlja neki okvir, predpostavlja državo, ki edino lahko zagotovi pogoje za njeno delovanje. Vse to drži. Ampak obenem je treba reči, da je za Hegla ta opaska predvsem pojmovna. Namreč, po Heglu civilno družbo tvori posebno kot posebno. Civilni družbi je obče navzoče zgolj na zunanji, formalni način. In zaradi tega je, kot pravi Hegel, za civilno družbo značilno pomanjkanje občega. Zaradi tega pomanjkanja občega je civilna družba sama po sebi. Se pravi, če civilno družbo prepustimo njeni lastni logiki, če jo pustimo zgolj takšno, kot je po Heglu zaradi pomanjkanja občega, ker njem nastopa posebno zgolj kot posebno, civilna družba nujno obsojena na propad in na koncu se sesuje. Za Hegla se ta konceptualna pomanjkljivost, višja pomanjkanje njenega pojma, njena notranja protislovnost kaže na zelo konkreten način. Na privilegiran način se kaže v njeni nesposobnosti, da bi rešila problem revščine in da bi posledično prepričala tisti razcep duha, ki se uteleša v trhali. Ker civilna družba sama po sebi nujno proizvaja revščino, to v tistem delu družbe, ki je za svoj obstoj odvisen od dela, po Heglu, popolnoma upravičeno, in tukaj je Hegel popolnoma jasen, sproži Empörung, se pravi zgražanje in nazadnje upor, ki proizvede sesutje, ki nazadnje privede do sesutja celotnega družbenega reda. In da bi to preprečili, civilna družba ne more obstajati sama zase. Da se to ne bi zgodilo, je poleg civilne družbe potrebna država, ki na razne načine nadomesti pomanjkanje občega, ki je sicer značilno za civilno družbo. To se zgodi predvsem s policijo, ki je pri Heglu ima zelo zanimiv pomen in se danes v osnovi pokriva celotno področje regulacije in socialne države in korporacije. Zdaj, poudarjam še enkrat, to je za Hegla pomembno, pojavitev trhali za Hegla ni samo nesrečna prigoda, je nasprotno nujna manifestacija odsotnosti občega, ki je značilna za civilno družbo. Je posledica tega, da civilna družba postavlja v izhodišče izolirane posameznike, ki uveljavljajo sebe kot posebne. In v tem smislu je civilna družba po svojem pojmu trhalska. Civilna družba je, če pripeljemo do pojma, trhal. Zakaj? Zaradi tega, ker samo obstaja na ta izoliran način. In povsod, kjer se potem takem uveljavlja logika civilne družbe, povsod tam lahko govorimo o konceptualni trhalskosti. In seveda, v tem smislu, zaradi te konceptualne podrhaljenosti, je civilna družba za svoj obstoj nujno potrebna občega, pravi Hegel. Je potrebna nazadnje država.
Dobro, toliko o Hegelu. Zdaj, ti dve tezi, se pravi, da je država samostojno mesto občega in da je treba razlikovati med državo in civilno družbo, sta za Hegla način, kako rešiti specifično modern problem in poskrbeti, da bosta v modernem svetu, da bosta tako obče kot posebno bila deležna pač zadovoljena, da bosta oba dobila vsak svojo pravico. In po Heglu tvori neznansko moč moderne države natanko sposobnost, da zna misliti oboje skupaj. In recimo, da je preizkus njene dejanskosti, preizkus tega, koliko država ustreza pojmu države natanko v njeni sposobnosti, da zna misliti oboje skupaj. Dobro, to je Hegel. Obenem pa mislim, da sta natanko ti dve tezi tisti točki, v katerih se pravzaprav danes vse splošno, desnica in levica, tako stara kot moderna, nenavadno hitro sporazumeta in zlasti v točki strahu pred državo, odporom do države, fobi de l'État, skleneta načelno koalicijo proti Heglu. In poglejmo zdaj, kaj je tisto, kar se očita Heglu, s kakšno podlago in kakšne odgovore bi lahko Hegel dal na tovrstne očitke, ki naj bi tvorili šibke točke njegove teorije. Zdaj, rekli smo dve strani, desnica in levica, začnemo, najprej se uprimo na Locke kot paradigmatskega avtorja liberalne tradicije politične misli. Kot vemo, po njegovem država nastane za družbeno pogodbo. S pogodbo, realno ali namišljeno, v kateri posamezniki prenesejo del svoje naravne oblasti na posebno instanco, da bi tako zaščitili svojo lastnino. Paradigmatski citat je v drugi knjigi o oblasti, 7. poglavje, paragraf 87. Zdaj, dodajam, da je lastnino tukaj treba sicer razumeti, se pravi, za zaščito svoje lastnine. Seveda je treba vedeti, da je lastnino tukaj treba razumeti široko, kajti pri Locku vključuje predvsem življenje, torej telo, svobodo, lastno svobodo, moja svoboda je moja last, in šele na zadnjem mestu imetje, to je tisto, kar tvori lastnino v običajni pomenu. To je namreč vse tisto, s čimer načeloma prosto razpolaga posameznik. To je tisto, kar pripada njemu, to je tisto, kar njegova lastnina, torej življenje, telo, svoboda, premoženje. Zdaj, če to upoštevamo ali pa ne, pa je iz Lockovega pojmovanja države tako razvidno vsaj troje. Najprej to, da je tukaj posameznik razumljen kot samostojna entiteta, ki je v celoti konstituirana še pred pogodbo, še preden stopijo v družbo. Imajo lastnino in pravico neodvisno od družbene pogodbe, torej sami zase. In družbena pogodba je pravzaprav zgolj podaljšanje tiste njihove naravne pravice. Nadalje je takoj razvidno, da država tukaj nima lastne podlage, ampak je izraz po pojmu kontingentnega hotenja njenih članov, ki bi lahko te družbe tudi ne ustanovili. In nazadnje, očitno je, da je namen države v celoti usmerjen na zaščito interesov, ki jih imajo ti posamezniki kot posebni. Povedano drugače, država tukaj nastopa preprosto kot interesno združenje. Država je preprosto orodje za uveljavljanje interesov, ki jih imajo njeni člani kot posamezniki v svoji posebnosti. Tako da se nazadnje tukaj država po svojem pojmu ne razlikuje od podjetja ali delniške družbe, v kateri ima vsak član eno delnico. In dejstvo, da je Locke razumel svobodo v okviru lastninskega razmerja in da lahko tudi samo družbeno pogodbo razumemo kot investicijo, torej v menjalnem smislu, vložek, damo nekaj svoje lastnine, zato da bomo dobili v zameno
neko korist, ki je po predpostavki večja, recimo varovanje osebnega imetja. Vse to ta model samo potrjuje. In kaj vidimo na ta način? Če uporabimo Hegelov besednjak, bi morali, je takoj očitno, da med državo, se pravi Lokovo državo, kakor jo razume Lok, in civilno družbo, tu ravno ni nobene razlike in ravno ne sme biti nobene razlike. Pravzaprav je civilna družba ravno merilo utemeljenosti tistega, kar potem nastopi kot država. In to naprej pomeni, da politična država kot posebno mesto občega, država torej v Hegelovem pomenu, država kot mesto, kjer posameznik živi obče življenje, tukaj pri Loku sploh ne obstaja. Lokova teorija države za Hegla preprosto ne pozna države. Lokova teorija države za Hegla ni teorija države. Tako imenovana država je pri njem zgolj podaljšek, je zgolj nadaljevanje civilne družbe. To, kar on imenuje država, je zgolj ekstenzija ekonomske logike na področje, na neko drugo področje, ki zaradi tega nosi ime politično, pravzaprav neupravičeno. Tukaj ne gre za politiko, tukaj gre za civilno družbo, tukaj gre za preprosto skrb za lastne interese. In dodajamo, da nas v skladu s tem ne more presenetiti, če smo v zadnjem času, ko pač, ki jih zaznamuje prevlada liberalnih in neoliberalnih pogledov, priča ne toliko zmanjševanju obsega države, ampak predvsem spremembi države. Država danes tako po vsebini kot po formi vedno bolj sledi ekonomski logiki. Sledi gospodarstvu. Po eni strani naj bi bila temeljna naloga države zagotovitev pogojev za gospodarski razvoj. Če obstaja kak interes, potem lahko govorimo, se pravi nacionalni interes, potem je lahko zgolj ta. Po drugi strani pa je tudi sama država v vedno večji meri organizirana po tržni logiki, po podjetniški logiki, se pravi v smislu, da država nastopa kot ponudnik storitev za svoje državljane. In kjer državljani na drugi strani nastopajo kot stranke oziroma davkoplačevalci. Plačujejo davke za to, da dobivajo določene usluge od države. In čisto kot opozorilo, opazujte se, vsakič, ko govorite mi, ko uporabite to frazo mi, davkoplačevalci, vsakič, ko namesto državljan rečete davkoplačevalec, samodejno uporabite to liberalno pojmovanje države kot podjetja. Kot podjetja, ki naj državljanom zagotovi določene usluge. Torej, kot nadaljevanje tržne logike. Nič čudnega torej, da je sodobna neoliberalna država vedno bolj podrejena ekonomiji in je tudi sama v vedno večji meri podobna podjetju. Nič čudnega, ko pa po liberalni teoriji država ravno ni nič drugega kot podaljšek tržne logike onstran trga. Tukaj vlada konceptualna homogenost. In na podlagi konceptualne homogenosti je edino racionalno pričakovati, da bo potem prišlo tudi do homogenosti v delovanju, do izravnave obeh področij. Zdaj, če rečemo, da države tukaj ni v liberalni teoriji, potem bi verjetno zagovorniki liberalne teorije, česarkoli že, tu verjetno protestirali. Kaj bi rekli? Po eni strani bi se lahko sklicevali na samega Hegla. Namreč Hegel je bil požiralec knjig in je poleg vsega ostalega pozorno bral tudi klasične avtorje politične ekonomije, med drugim Adama Smitha in Adama Fergusona. Bil je morda celo eden prvih, ki je v svojo teoretsko zgradbo, v svojo enciklopedijo filozofskih znanosti vključil tudi politično ekonomijo in to ne samo kot neko posebno področje, ampak kot
neko disciplino, ki mu je pomagala oblikovati njegovo pojmovno strukturo samo. Namreč pokazati se da je Hegel ravno s pomočjo klasičnih avtorjev klasične politične ekonomije nastopil proti Kantovi teoriji dejanja in je, recimo, ravno od njih prevzel, na primer, pojem zvijačnosti uma. Zvijačnost uma, za katerega se danes običajno govorimo kot tipično hegelovskem pojmu, ampak ta zvijačnost uma je nadaljevanje ekonomske, pojmovnosti, ki jo je tedaj že razvila ekonomska teorija. Ideja je v tem, da ima naše sebično delovanje nujno posledice, ki niso eksplicitno, ki niso namerne, ki niso del našega jasnega namena in da se potem skozi to, kar se nam kaže neuspeh našega osebnega delovanja, vendarle uspešno realizira nekaj drugega. Tako rekoč se našim hrbtom se uveljavi neka obča nujnost. To je zvijačnost uma in tako vidimo, da je zvijačnost uma in nevidna roka nekaj zelo strukturno podobnega. In Hegel, recimo, da se pogledati, uporabi cel kup formul, ki so vzete iz ekonomskega diskursa. Recimo, to, kar naredi posameznik zase, pride prav tudi občen, pravi Hegel. Ali pravi, kdor pravi, da je vse delovanje sebično, ta ne ve, kaj pomeni delovati. Kajti delovanje ima vedno tudi učinke, ki presegajo sebično raven. In v skladu s tem tudi Hegel sam v primeru družbe že govori o neki državi. Namreč govori ravno o državi razuma. Vzpostavi se neka dimenzija občega. Tudi če tega nočemo, čim imamo posameznike, ki delujejo skupaj, koordinirajo svoje delovanje, se vedno že vzpostavi neka dimenzija občega. In če torej že na ravni civilne družbe imamo neko državo, pač ravno državo razuma, Hegel pravi državo not-štat, se pravi državo nuje, zunanjo državo. Ampak vendarle imamo neko državo in zato se vprašavi, zakaj poleg nje potem sploh še potrebujemo neko drugo državo, hegelovsko državo, se pravi državo uma. To je eno vprašanje. Po drugi strani pa bi se lahko liberalci uprli ne na Hegla, kar je verjetno malo prijetno, ampak na Hayeka, ki vprašanje trga pravzaprav povsem hegelovsko poveže s problematiko vednosti. Po Hayeku je namreč, kaj je trg? Za ekonomiste je v splošnem sredstvo decentralizirane koordinacije samostojnih akterjev, ki na podlagi njihovih preferenc, ki na podlagi njihovih izbir spostavi ravnovesje, ki je po predpostavki optimalno. To je splošna opredelitev, sistem decentralizirane koordinacije delovanja. Vendar je za Hayeka trg več kot to. Ko bi namreč bil trg zgolj to, bi trg lahko nadomestil tudi kak centralni komitej za planiranje, ki bi tedaj po matematični poti hitreje in učinkoviteje prišel do načeloma istega rezultata. Trg in plan bi bila tedaj pravzaprav enaka. Morda bi bil celo plan boljši od trga. Mimo gre, celotna teorija splošnega ravnovesja ali celotna teorija splošnega ravnotežja, ki tvori konceptualno jedro neoklasične ekonomske sinteze, temelji natanko na tej predpostavki. Ampak po Hayeku, ki tukaj nekoliko odstopa, trg ravno ne more, plan nikoli ne more nadomestiti trga. Razlog je v tem, da je težko ugotoviti, kakšne so preference tržnih akterjev. Ne vemo, kaj si oni mislijo. To nam lahko pove šele njihovo dejansko obnašanje na trgu. In zato trg za Hayeka ni toliko sredstvo za vzpostavitev splošnega ravnotežja, seveda je tudi to. Ampak poleg tega in predvsem je trg obsežen, fascinantno zmogljiv sistem za obdelavo podatkov na podlagi sistema cen.
Nobena centralna instanca, noben še tako zmogljiv računalnik po Hayeku ne bi mogel zbrati in obdelati tolikšnega števila informacije in to tako rekoč v realnem času. Tako da po Hayeku trg preprosto ve več in ve bolje, kot bi lahko vedela še tako močna država. In zato za Hayeka nazadnje velja ne država, namreč Hegelova država, politična država. Trg je tisti, ki ve in misli. Država je v najboljšem primeru nadomestek trga, slaba kopija trga, nekaj podobnega kot sodobni Deep Blue ali kaj podobnega v primerjavi z računalnikom, z tistim kalkulatorjem na kroglice. Zdaj, kaj reči glede tega? Mislim, da je Hayekov argument pravzaprav zanimiv, ker nas opozarja na pogoje in tip vednosti, za katere gre pri trgu in za katere civilna družba ravno ne more nadomestiti države. Mislim, da je tukaj pomembno opozoriti vsaj na troje. Najprej na to, da se tudi tržna koordinacija ne dogaja v praznem prostoru. Da tudi tržna koordinacija predpostavlja neki skupni okvir in torej že določa, že implicira neko zunaj ekonomsko določitev. Implicira torej določitev občega. In to je nekaj, česar ni mogoče določiti s tržno koordinacijo. Torej, tržna koordinacija zmeraj presega polje tržne koordinacije. Zmeraj implicira neki okvir kot pogoj svojega delovanja in ta okvir mora biti vzpostavljen na drug način. Torej, nazadnje, politično. Edino tako. Drugič, trg morda sicer ve, kot pravi Hayek. Trg sicer res vzpostavi neko ravnovesje. Vendar mislim, da je treba reči, da trg nazadnje ne ve, kaj je tisto, kar ve. Namreč v tržno koordinacijo vstopajo različne spremenljivke, zelo različne spremenljivke, od tistih, ki so od, recimo, faktičnih izhodišč, recimo začetne distribucije imetja in preferenc, strukturnih prisil, ki jih običajno ne upoštevajo, do tistega, kar naj bi tvorilo področje svobodnih menjav. Ampak ves ta konglomerat je vržen v ta, recimo, stroj za obdelovanje podatkov. Težava je zdaj v tem, da teh momentov v rezultatu ni mogoče razlikovati. Ni mogoče vedeti, kaj izhaja iz česa, kaj izhaja iz strukturnih prisil, kaj morda izhaja iz prisil, preprosto iz razmerij oblasti. In ker tega ni mogoče razlikovati med sabo, je trg nazadnje, po mojem, predvsem glomazen aparat za proizvajanje tautologij. Kaj nam pravi sodba trga? Njegova končna sodba se glasi, da je to, kar imamo, natanko tisto, kar smo hoteli. Ne, da bi mogli vedeti, ali je to res, in ne, da bi mogli vedeti, zakaj je to res, če je to res. Trg nima nobenega drugega merila, kot je on sam. In trg lahko samo pove, to je tisto, kar ste hoteli. Če trgu pripišemo vednost, potem gre nujno za vednost, ki se ne ve. In tretjič, treba je pozoriti, da zelo splošno vednost ni ena, vednosti sta vsaj dve. Obstajata zelo splošno vsaj dva tipa vednosti, recimo objektna in subjektna, pasivna in spontana, empirična in dejavna. Torej, na eni strani je vednost, za katero lahko rečemo, da se subjekt in objekt te vednosti razlikujeta in ki se vzpostavi potem takem na pasiven način, z zbiranjem informacij. In na drugi strani obstaja poleg tega še neka vednost, v kateri subjekt in objekt sovpadeta in
Zato te vednosti ni mogoče vzpostaviti še s tolikšno količino informacij, ampak nujno poleg tega predvsem implicira subjektovo lastno samodoločitev. Ker to, kako subjekt razume samega sebe in kaj hoče biti, deluje kot bistveno določilo tistega, kaj subjekt je. Ne da bi se opredelil, ni mogoče povedati, kaj je. In tako s tem, ko se določi, kaj ta subjekt je. No, tudi če zdaj trg obravnavamo kot optimalni sistem za zbiranje informacij, kot tisti računalnik, ki zbere vse in obdela, po tej poti nikoli ne bomo dobili tiste vednosti, s katero se šele določi sam subjekt. Ta tip samoopredelitve ni stvar obdelave podatkov, ni stvar zbiranja informacij. To je strukturno nujno v domeni političnega delovanja in zato bo vedno potrebna samoopredelitev, zato bo vedno potrebna država. In mislim, da se s tem razreši tudi prvo vprašanje. Se pravi, zakaj po Heglu poleg države razuma vendarle potrebujemo tudi državo uma. Če bi si ogledali zaključno poglavje razdelka o umu, fenomenologiji duha, na kar se nanaša ta, recimo, ker Hegel obravnava, predtem malo obravnava tiste paradokse, različne modele delovanja od Don Quixota, Karla Mora in podobno. Tudi tam Mandevilla, A Fable of Peace. Ne? Se pravi, če bi zdaj pogledali razdelek o individualnosti, ki se ravna na sebi in za sebe, kjer Hegel na zadnje postavi, če hočemo svoj model delovanja, bi videli, da pride do nekega premika, da Hegel upelje nov, drugačen model delovanja. Če je bilo delovanje do tistega trenutka mišljeno po instrumentalnem modelu, in to je tisti tip delovanja, o katerem govori logika civilne družbe, tržna menjava, o katerem nazadnje govori tudi Hayek, potem Hegel tukaj zdaj v tem razdelku upelje ekspresivni model, ker ne gre več za udejanjenje posebnih smotrov, zato da bi nečemu, kar je do tistega trenutka imelo zgolj subjektivni obstoj, v meni podelili objektivno dimenzijo, ampak je smotr delovanja v tem, da subjekt manifestira samega sebe. In ker za to dejanje ne more biti neuspešno. Zato, ker se v vsakem primeru izkaže, kaj subjekt. Skratka, smotr delovanja je pokazati drugim in nazadnje tudi sebi, kdo in kaj subjekt pravzaprav je. Kako se to manifestira? Najprej neposredno v tistem, kar Hegel imenuje njegovo delo, das Werk. Ampak, ker delo zdaj bistveno obstoji sredi javnosti in ker obstoji nazadnje šele v dimenziji intersubjektivnega prepoznanja, tukaj skozi njihovo interpretacijo, v kateri potem vsak pristavi svoje, ker hoče v tem delu manifestirati ne njegove subjektivnosti, ampak svojo subjektivnost, se skozi to skupno delo interpretacije v redu razlogov spostavi obče delo, das allgemeine Werk. Die Sache selbst, pravi Hegel, stvar sama, ki je stvar vseh in vsakogar. Tako da skupna stvar postane hkrati stvar vsakega posebej. In kaj je ta die Sache selbst, das allgemeine Werk? To je ta skupna stvar, je preprosto drugo ime za državo. In mislim, da lahko od tod potegnemo dva sklepa, kar se tiče Hegelovega odnosa do liberalne teorije države, kritike z obeh strani. Najprej, v tradiciji, ki državo pojmuje kot podaljšek civilne družbe, dejansko države ni. Država kot prostor političnega namreč implicira drugačen tip delovanja, drugačno idejo sodelovanja, nazadnje tudi drugačen odnos do vednosti, ki je nazadnje spontana in subjektivna in implicira subjektivo samodoločitev. In drugič, po Hegelu je država ideja.
v Heglovem pomenu. In to pomeni marsikaj. Med drugim pomeni tudi to, da država proizvaja nekatere učinke tudi tedaj, kadar ne ustreza svojemu pojmu. Hegel pravi, tudi tedaj, kadar ne ustreza svojemu pojmu in zgolj eksistira. Hegel tedaj uporabi posebno znako, Hegel tedaj pravi, da imamo pred sabo slabo državo. Primer slabe države. In mislim, da je v tem smislu država, v katerem živimo, slaba država. Država, ki ne ustreza svojemu pojmu. To se med drugim kaže v tem, da nismo sposobni vzpostaviti njene subjektivne samodoločitve. Slaba država je država brez politične dimenzije. Slaba država je nepolitična država. In slaba država je posledično država, ki tudi nima lastnega interesa. In ko govorimo, ko se delamo norca iz nacionalnega interesa, s tem samo pravimo, da je naša država slaba država. Ne v smislu šibke države, ampak v smislu slabe države, v smislu države, ki ne ustreza svojemu pojmu. V smislu države, ki nima dejanskosti, ki ne živi. V smislu države, ki zgolj eksistira. In tako da to je potem država, od katere ostanejo zgolj uradniki in tiste plošče na napisih pred uradi. Dobro, poglejmo zdaj, to je z ene linije. Smem vprašati, koliko je bilo? Slabo. Dobro, hvala. Poglejmo zdaj kritiko Heglovega pojmovanja države še recimo z leve strani, začenši seveda z Marxom. Zdaj, kritika Hegla in seveda še posebej Heglove teorije države ima za Marxa prav poseben pomen, zelo jasno, zato ker je to v Marxičem natanko tisto mesto, preko katerega je Marx postal Marx. Vemo, da je eden od njegovih prvih spisov, v katerem je razčiščeval svoje pojme, še zmeraj pod velikim vtisom Feuerbachove kritike Hegla, se veste, tiste zamenjavo, kar je subjekt, je predikat in tako naprej. Skratka, to je natanko mesto, kjer se je Hegel, ker je Marx v razčiščevanju, v razmejevanju do Hegla in njegove teorije države, v katerem je torej Marx poskušal si vzpostaviti lastno podlago. In ker ste to domnevam, oziroma vem, dovolj dobro obdelali, bom tukaj res izjemno kratek. Upozoril bom zgolj na dvoje. Najprej, to je tisto, kar nas zdaj zanima v razmerju Marx-Hegel, marksistična teorija države, Heglova teorija države. Najprej je Marx od samega začetka v razdvojitvi med civilno družbo in državo, in rekli smo, to je za Hegla značilnost moderne države, videl simptom nerešenega problema emancipacije. Je videl hkrati tudi eno od ključnih ovir preprek na poti do resnične osvoboditve. Poznamo to predvsem iz kritike Heglove filozofije prava, pa potem iz recimo prispevka k židovskem vprašanju, tam zelo jasno povedano z lepimi obrati, seveda z retoričnim učinkom, da ne bo resnične osvoboditve, dokler bo vztrajal ta razcep med tema dvema sferama, med l'homme na eni strani in le citoyen na drugi strani. O razkolu, o katerem med drugim govori seveda tudi deklaracija o pravicah človeka in državljana. Dokler imamo tukaj je to znamenje tega, da problem ni razrešen. In če bomo vztrajali pri tem potem ne bomo mogli, dokler bomo vztrajali pri tem problem bo ostal nerazrešen. Torej, to razdvojitev, to razcepitev je treba v imenu resnične emancipacije odpraviti.
To je eno. Drugo, tudi za Hegla, tudi za Marxa je država zgolj podaljšek civilne družbe. Vendar pri Marxu ta civilna družba ni več opredeljena zgolj kot polje posebnosti oziroma zadovoljevanje potreb z ekvivalenčno menjavo, ampak je bolj specifično opredeljena. Določena je, kot vemo, kot področje kapitalizma. Natančneje kot področje kapitalističnega izkoriščenja. V predgovoru k kritiki politične ekonomije Marx to povzame takole, citiram: moje raziskovanje, ukvarjanje za Hegelova filozofija pravice, me je privedlo do rezultata, da pravnih razmerij in državnih form ni mogoče pojmiti niti iz samih sebe, niti iz tako imenovanega občega razvoja človeškega duha, kar naj bi bila Hegelova razlaga. Temveč vse prej temeljijo v materialnih življenjskih razmerjih, katerih celokupnost Hegel po zgledu Angležev in Francozov 18. stoletja povzame pod imenom civilna družba. Da pa je treba anatomijo civilne družbe naprej iskati v politični ekonomiji. Se pravi, Marx trdi, da se pojmovni ključ do države, nazadnje tudi Hegelove države, skriva v civilni družbi, ključ do civilne družbe pa v politični ekonomiji oziroma v kapitalizmu. Zdaj, Marx običajno ni šel tako daleč, da bi trdil, da je država zgolj orodje v rokah kapitalističnega razreda. Vsekakor pa je zagovarjal stališče, da se za njeno navidezno občostjo in neutralnostjo skriva zaščita zelo partikularnih, zelo pristranskih, zelo izkoriščevalskih kapitalističnih interesov kapitalističnega razreda. In da torej končna emancipacija vključuje tudi odpravo države. Se pravi, podvemo, država naj bi odmrla. In v skladu z Marxovo oceno se je v marksistični tradiciji uveljavil pogled, da država in kapitalizem, Hrpan pa Stahan, se veste, to nekako skupaj paše, spadata skupaj, da je država po svojem pojmu kapitalistična država. Da je nesmiselno govoriti o kapitalistični državi, kajti čim rečemo država, po svojem pojmu, po njenem pojmu, mislimo zraven kapitalizem. In čim rečemo kapitalizem, hkrati mislimo zraven tudi država. Seveda se to pojmovno povezava med državo in kapitalizmom, kapitalistična narava države kaže v dejstvo, da je država, čisto empirično, če pogledamo zgodovino, praviloma na strani interesov kapitala. Ampak, kot je upozoril zlasti Pašukanis, mislim, da je njegova splošna teorija prava, pravzaprav, da je lahko beremo kot nekakšen hegelovski komentar Marxove kritike Hegla. To je zanimivo. Vloge Marxa in Hegla so tukaj zelo nenavadno razporejene. Kakorkoli Pašukanec je upozoril, da je povezava med državo in kapitalizmom nematerialna, neposredna, tako da bi država neposredno uveljavljala interese kapitalistov, ampak da je ta povezava globlja, da je strukturna, da je formna, da se kaže v tem, da sta blagovna forma kapitalizma in pravna forma države, se pravi režim delovanja enega in drugega področja, strukturirana enako. Zdaj, ta smer je potem imela zlasti v zahodnem marksizmu bogato tradicijo, mislim, produktivno se je nadaljevala, sem bi verjetno lahko pisali še Ulancasa, ampak morda je najbolj tipično nadaljevanje te smeri se razvilo v Nemčiji, ker so tipično nemško besedo vzpostavili, tako imenovano, se je razvila Staatsableitungsdebatte, razprava o tem, kako izpeljati državo. Kaj ti pravi, ni težko zvesti državo, ni težko zvesti ideologije na njeno materialno podlago. To, kar je prava naloga kritike, je pokazati, kako materialna podlaga sama iz sebe proizvaja ustrezno ideologijo. Torej, kako kapitalizem sam iz sebe proizvede dimenzijo države. In tej Staatsableitungsdebatte
so skušali pojasniti, kako je lahko moderna demokratična država po svojem bistvu kapitalistična, in torej izkoriščevalska, pristranska, razredna, hkrati pa vendarle deluje na videz kot obča, neutralna in včasih tudi dejansko učinkuje v prid delavskemu razredu in recimo proizvede nekaj takega, kot je socialna država. Odgovor so seveda našli v posebnosti kapitalističnega izkoriščanja. Če je namreč v drugih družbenih formacijah izkoriščanje vedno posredovano s prisilo, se v kapitalizmu odvija ravno brez zunaj ekonomske prisile. Torej, toliko na podlagi svobode, kot rezultat svobodne izbire. Svobodna izbira je natanko način, kako deluje izkoriščanje v kapitalizmu. In zato je kapitalistična država po svojem pojmu liberalna. Zato kapitalistična država spodbuja in širi področje svobodne izbire. Še več, kapitalistična država zaradi tega celo proizvaja svobodo. Proizvaja svobodo celo tam, kjer ne moremo govoriti o trgu. In recimo zaradi tega lahko upeljemo voucherje na področje izobraževanja. Tako da bo tudi izbira šole simulirala in delovala na način svobodne tržne izbire. Ta svoboda in enakost sta v nekem smislu zgolj videz. Seveda, zadaj so realni kapitalistični interesi. Ampak, obenem je ta videz nujen za delovanje samega kapitalizma. Kapitalizem se lahko reproducira, takšna teza, zgolj na način, da se politična funkcija prisile loči od ekonomskega področja. Bi danes verjetno rekli, kapitalistična reprodukcija je možna zgolj na ta način, da se država umakne iz gospodarstva, kot veste. In poleg področja realne neenakosti vzpostavi področje formalne pravne enakosti. Zdaj, mislim, da ta kritika države v veliki meri drži in da se nedvomno dotakne nečesa. Vprašanje je česa. Oziroma, vprašanje je, kako to zadeva Hegla. In upam, da ste opazili, uporabil sem beseda liberalna. Kapitalistična država je po definiciji liberalna. Namreč, po mojem gre tukaj očitno kritika liberalne teorije države. In če rečem kritika liberalne teorije države, potem je treba reči naprej in potem takem ne Heglove teorije države. Tako Locke kot Marx pač postavljata v temelj lik samostojnega posameznika, res drugače pri Marxu ni naraven, ampak je historično pogojen. In tako Locke kot Marx potem takem v tem smislu delita isto predpostavko. Državo razumeta kot podaljšek civilne družbe. Ne eden, ne drugi, in tem se Locke in Marx potem takem glede države strinjata. Ne priznavata države v Heglovem pomenu, kot mesta občega, ker bi posameznik živel obče življenje. Na hitro rečeno, zdi se, da Marx Heglu podtakne liberalno teorijo države. Kar je, recimo, vsaj, če gledamo odnos, ki ga je imel Hegel do liberalne tradicije, do Lockeove teorije države, in še zlasti, če upoštevamo odnos, ki ga je imela liberalna tradicija do Hegla in njegove teorije države, vsaj, recimo temu, nenavadno. Zdaj, kot veste, je Marx glede Heglove teorije države zapisal to: Hegel ist nicht zu tadeln, weil das Wesen des modernen Staats schildert, wie es ist, sondern weil das, was ist, für das Wesen des Staats ausgibt. Hegel si ne zasluži graje zato, ker opisuje bistvo moderne države, kakor je, temveč zato, ker to, kar je, prikazuje kot bistvo države. Zdaj, to se običajno navaja in ponavlja, to se običajno
dobro, ali vzame za res, ali vzame kot retorično figuro, ampak učinkovito seveda figuro. Ampak mislim, da je ta ocena preprosto napačna. In v povezavi z drugimi nadaljnjimi izpeljavi tudi nevarna. Mislim, da je ta ocena napačna, ker glede odnosa med civilno družbo in državo Hegel ne opisuje države, kakor je bila tedaj, in Hegel ne opisuje niti države, kakor je zdaj. Hegel pač ne opisuje liberalne države. In država je po marksistični kritiki po svojem pojmu, mislim, da liberalna. Zdaj, na hitro je treba reči, da to ni neposredno argument za Hegla, če Hegel ne opisuje države, kakor je. Hegel bi rad, njegova ideja hoče imeti dejanskost in zato pravi, da njegov pojem države bi se moral udejaniti. Ampak dobro je vedeti, kljub vsemu, da so njegove konceptualne rešitve še vedno ostale odprte. Da zgodovina liberalne države ni, se vsekakor ne v veliki meri prekriva z Heglovo idejo države. In naprej, mislim, da je Marxova ocena nevarna, ker strukturne prisile kapitalizma in državo konceptualno poveže do te mere, da je brez totalne odprave kapitalizma, kar je enormna naloga, politični boj tako rekoč brez učinka. In ker je prva naloga enormna, vse ostalo kaplja v morje. Mislim pa, da je nasprotno politična zgodovina 20. stoletja pokazala, da obstajajo različne oblike kapitalizma, da vsak kapitalizem ni enak. In da je v različnih družbah kapitalizem lahko uveljavljen v različnih merah, v različnih stopnjah. Lahko je popolnoma dominanten v smislu, da prežema vse pore življenja, lahko pa je, recimo, nekoliko obrzdan, omejen, zakoličen. Te razlike so, mislim, da pomembne in zanje se je vredno boriti. Tudi, če je naš cilj nazadnje odprava kapitalizma. Mislim, da nam Heglovo razlikovanje med civilno družbo in državo pri tem daje v roke pač neko uporabno, neko konceptualno orodje, ki je ustrezno ali vsaj v majhni meri uporabno. Sploh, ker dopušča možnost, da se posameznik, če tako hoče, lahko tudi umakne v privatnost in tam se predaja skrbi zase. Med drugim tudi tako, lahko zbira znamke, lahko pa se tudi ukvarja z dejavnostjo, katere cilj je profit. Zdaj, kaj sledi iz tega? Zdaj, koliko je? Ne bom se posebej ukvarjal z delom, ki se nanaša na civilno družbo, če tudi mislim, da Hegel tukaj še zmeraj ima kaj zapovedati, recimo področje policije. Gre za to, da se vzpostavijo okviri delovanja trga. In trg je slep za okvire, v katerih deluje. Ekonomska logika v enaki meri deluje v izrazito reguliranem področju z razmeroma omejenim področjem svobode, kot znotraj popolnoma tako imenovanega dereguliranega področja. Ekonomska teorija to preprosto obravnava kot zunanje okvire, znotraj katerih deluje logika ekonomske menjave. Po drugi strani, mislim, da je še zmeraj zelo pomembna distinkcija med Eigentum in Vermögen pri Hegelu. Gre namreč za to, da je lastnina izraz neposrednega odnosa med osebo in pač neko zunanje rečjo in je v celoti v pristojnosti lastnika. Lastnik lahko svojo lastnino naredi, kar ga je volja. Ampak Vermögen pa je nasprotno lastnina recimo, z namenom. Je kvalitativno zaznamovana lastnina in zaradi tega razpolaganje za njo ni prosto.
Poleg tega je po Heglovi teoriji ustvarjanje premoženja tega, da se Vermögen v civilni družbi skupno. Privatno je zgolj distribucija. Privatna je zgolj participacija na tem skupaj ustvarjenem premoženju in to pomeni, da je tudi drugačna participacija enako dovoljena in enako pravična. Tukaj ni nekega začetnega ali absolutnega privilegija. Lahko bi tukaj govorili o recimo celotnem področju javnih služb kot načinu, kako posameznik participira na skupnem premoženju. Ampak, dobro, mislim, da je tukaj še zmeraj precej možnosti. Tukaj bi omenil zgolj, da poseben konceptualni problem, recimo, da je to težava, za Hegla predstavlja dejstvo, da so se v sodobnem svetu sesule stabilne poklicne biografije, ki so bile pri njem podlaga za delovanje korporacij. Namreč, odgovor gre za to, da pomoč predpostavlja neko bližino, da ne bi imela učinka podrhaljenosti. Bližino pa je Hegel vzpostavil na podlagi, recimo, poklicne pripadnosti. Zdaj, vprašanje je, kaj če te stabilne poklicne pripadnosti ni več in v našem svetu ne samo, da poklicne pripadnosti ni več, zaradi tega, ker gre posameznik skozi različne poklice po eni strani in po drugi strani pogosto tudi sploh ne dobi možnosti izvajanja poklica. Skratka, stalne zaposlitve za nedoločen čas so preprosto izginile. In vprašanje je, kako v tem okolju zdaj nadomestiti opraviti tisto vlogo, ki so jo znotraj velike družine, obče družine, zdaj odpravljale druge družine, mali krogi znotraj velikih krogov, kar je za Hegla korporacija. Zdaj, odgovor, ki ga je Hegel nakazal, ni pa ga uporabil in ki bi ga zato lahko uporabili mi v spremenjenih okoliščinah, bi lahko bil v tem, da bi sistem potreb organizirali ne okoli menjave, ampak okoli dela, za katerega, ki mu je Hegel sam pripisal formativno funkcijo teoretične in praktične umike. Skratka, okoli dela, ki bi bilo tedaj tudi samo organizirano kot sodelovanje pri skupni stvari in kaj pomeni, če delo pojmujemo kot sodelovanje pri skupni stvari, je to primer politične logike, političnega delovanja. Tako bi zdaj znotraj velikega kroga lahko oblikovali manjše subjekte, ki bi jih povezovala, če tudi le za kratek čas, dokler pač delajo na tem skupnem delu, vendarle povezovala ves solidarnosti. Zdaj, reče je treba, to je deloma v nasprotju z logiko civilne družbe. Kaj pravi Hegel, civilna družba kljub svojemu bogatstvu nima svojega svojskega bogatstva, se pravi bogatstva, ki se deli po logiki civilne družbe, zato da bi odpravila revščino. Ampak in z tega stališča so te fiksacije oziroma vključevanje dela, politične dimenzije dela, vdor neke druge dimenzije, vdor občega na področje civilne družbe. Vendar to ni v nasprotju z Heglovo logiko, z načinom, kako Hegel rešuje problem revščine in drhali. Zakaj? Zato, ker je tudi korporacijo sam pred tem razumel kot vdor občega na področje civilne družbe. Je manifestacija občega v družbi, ki je potrebna občega. Tisto, kar je potrebno, je, da še vedno ostaja področje posebnega za tistega, ki to hoče, ki tedaj lahko zbira znamke, lahko se poukvarja z iskanjem profita po logiki takšne menjave. Dobro, toliko zgolj o civilni družbi. Kar pa po drugi strani zadeva državo, mislim, da lahko ugotovimo, da smo, in to smo skozi predavanje večkrat nakazali, da smo danes priča nečemu, o čemer je socializem lahko samo. Čemu? Odmiranju države. Država nam
počasi ugaša. Recimo, da je države z vsakim dnevom manj. Še enkrat, ne nujno po obsegu, ne nujno po ostrini, ampak predvsem po načinu obstoja, po njeni funkciji, po načinu manifestacije, ki postaja vedno bolj nepolitičen. Čisto navzven lahko opazimo, da se danes centri odločanja, ki smo jih nekoč vezali na nacionalno državo, selijo izven njenega področja, selijo se ali nad njo, ali pod njo. Ampak ne samo mimo države, ampak tudi v skladu z državo. Država je sama oddala vrsto pristojnosti, ki se danes sprejemajo na najrazličnejših forumih, ki jih običajno poznamo pod čudnimi kraticami, se veste, IMF, OECD, EU, Svetovna banka, takšne ali drugačne trojke, bonitetne agencije, AAA in podobno. Te ustanove so pogosto privatne, ampak lahko te tudi niso privatne. Tisto, kar je praviloma značilno zanje, je, da delujejo izven okvira politične, demokratične legitimizacije. Se pravi, da gre za nevoljene okvire, nevoljene odbore, ki se sestavljajo po kriterijih, ki so zelo nenavadni in dostikrat neznani. Vsekakor je področje, na katere je mogoče vplivati politično, se pravi z državljansko mobilizacijo, sistemsko vedno bolj omejeno. Primerov je dovolj. Če navedem samo nekaj najbolj očitnih. Spomnite se, ko je Grčija spostavila, mislim, da je bil tedaj grški premier Papandreous, dogovor z trojko, za Evropsko unijo o paketu reševanja nemških bank. Dogovor je bil sklenjen in tedaj je rekel, v redu, zdaj bom pa jaz to preveril, grški premier, grška vlada, kaj si ljudstvo misli o tem. In tedaj je demokratična Evropska unija, kako je to mogoče, kako bi lahko ljudstvo pustili, da odloča o vprašanju, o takem vprašanju. Čeprav je to vprašanje, ki je verjetno najbolj usodno zaznamovalo življenje vsakega Grka v zadnjih 5 letih. Evropska unija je preprečila referendum na to temo. Evropska unija je preprečila možnost, da bi ljudstvo vprašali, kaj se misli o tistem, kar res bolj kot marsikaj drugega zadeva to ljudstvo. Ampak sploh ni treba iti v Grčijo. Dovolj je, da ostanemo pri nas. Namreč pred kratkim je bil v ustavo vpisan člen, ki omejuje pravico referenduma. Jaz sem si ga šel pogledati in je natanko neverjetno. Vse, kar zadeva davke, prispevke, dajatve, vse, kar je povezano z zakoni izvrševanja proračuna, ne more biti predmet referenduma. Neodvisno od tega, da je kvorum dvignjen na 30%, neodvisno od tega ljudstvo ne more odločati natanko tistega, kar ga najbolj zadeva. In če je kje kakšna neustavna določba v besedilu slovenske ustave, potem je, mislim, da to. Zakaj ljudstvo ne bi imelo pravice odločati o tistem, o čemer lahko odločajo njegovi predstavniki praviloma brez kakršnega koli kvoruma, kajti volitve niso omejene s 30%, kar referendum je. Dobro, cel kup znamen je, ki kažejo, kako se predmet političnega odločanja, državnega delovanja v sodobnih demokracijah ne samo pri nas, se pravi, ne samo povsod, temveč tudi pri nas omejujejo. Eno od lepših primerov je recimo to, da politika vedno manj deluje politično in se zaradi tega politične odločitve sprejemajo na nepolitičnih forumih, kot rečeno, na forumih, ki govorijo o recimo v Davosu, IMF-u in tako naprej, pa tudi na Ustavnem sodišču. Ustavno sodišče je danes tisto, ki sprejema politične odločitve iz različnih razlogov. Odmiranje države pa se naprej kaže tudi v načinu delovanja. Namreč, se pravi,
v tem, da tudi tam, kjer bi pričakovali državo in potem takem politično delovanje, politike tako rekoč ni. Stranke, ki naj bi bile svet, tisto, brez česar si ni mogoče zamisliti sodobne demokracije. Po čem ločimo liberalno demokracijo od, se pravi, demokratično družbo, nedemokratičnih družbah? Potem, da imamo stranke. Stranke so absolutni kriterij. Ampak, če pogledamo, kako delujejo, vidimo, da ne delujejo več politično. Političnih strank nimamo več. Stranke so postale pravzaprav podjetja, ne orodja uveljavljanja političnih interesov. Stranke so postale, ne vem, organizacije, ki delujejo na enak način kot podjetja, tako da se pač najde na trgu neko nišo in se jo poskuša zapolniti. Kako drugače pojasniti dejstvo, da je na zadnjih volitvah zmagala pač stranka, glede katere nihče ni vedel, kakšen je njen politični program. Zakaj ne? Zaradi tega, ker tega tudi sama ni vedela. Kaj je imela? Imela je samo nasmeh in dobre želje, etiko in moralo, ni pa imela političnega programa. Ampak pazite, to je bil njen razlog njenega uspeha. Skratka, politika je postala še ena veja tržne dejavnosti. In zdaj ne samo, to zdaj ne velja samo za politiko, velja tudi za nas. Mi sami, očitno, ali večji in pomembnejši del volilnega telesa, stranke izbira na enak način, kot sicer kupujemo jogurte. Pač na podlagi trenutnega mnenja, na podlagi preferenc, v okviru tajnih volitev, kjer ni nihče dolžan utemeljiti svojega stališča. To naredimo tako, zakaj izberemo ta in ne unega jogurta, zato ker lahko, ker nam je ta bolj všeč od drugega. Kaj to pomeni? Pač, da smo ostali brez države. Da, tudi Slovenija, Hegel je nekoč napisal, Deutschland ist kein Staat mehr. Tako bi rekli, Slovenien ist kein Staat mehr. In da je zato zdaj naša naloga, da iz Slovenije naredimo državo, da reafirmiramo politiko, da političnemu delovanju vrnemo digniteto, da spet spostavimo državo kot mesto občega, kjer posamezniki z delom na skupni stvari, ki je stvar vseh in vsakogar, živimo obče življenje. Se pravi, na nas je, da sodelujemo pri določenju tega, kakšen je svet, v katerem hočemo živeti. Se pravi, na zadnje, ne samo svet, ampak mi, kakšen politični subjekt smo. To je potem naloga. In čisto za konec še ena kratka opaska. Obstaja neki nenavaden fragment, znan pod naslovom, začne se z eine Ethik. Pod naslovom Mythologie der Vernunft, se pravi mitologija uma. Zapis, nastal je tam po vsej verjetnosti okoli leta 1797, je očitno napisan s Heglovo roko, pač napisan je v Heglovem rokopisu, vendar pa so ideje za Hegla po splošnem prepričanju tako netipične, da se običajno ugiba o nekakšnem trojnem avtorstvu, se pravi nekje na relaciji med, se pravi Hegel po vsej verjetnosti ni, je sicer res napisano s Heglovim rokopisom, ampak težko bi rekli, da je to Hegel, verjetno je, da je kdo od Heglovih prijateljev, se pravi Hölderlin, Schelling, dobro, lahko pa tudi Hegel, no vsaj zraven je bil. No, in med drugim zapis govori tudi o državi in tam stoji tole. Od narave bi prišel na človeško delo. Na podlagi prej podane ideje človeštva bi rad pokazal, da ni ideje države, ker je država nekaj mehaničnega, kakor ni ideje stroja. Le kar je predmet svobode, se imenuje ideja. Torej, moramo preko države. Kajti vsaka država mora svobodne ljudi obravnavati kot mehanično kolesje in tega ne bi smela. Torej, bi morala prenehati. Also soll aufhören. Torej bi morala država prenehati obstajati. To je. Iti je treba preko države. Zdaj vidimo, zakaj tekst ne velja za Hegelovskega. Če avtor tukaj trdi, avtor tega fragmenta trdi, da je država bistveno mehanična, da mora država
prenehati, aufhören, ne obstajati več. Namreč svoboda se začne šele onstran države. Pa je nasprotno za zrelega Hegla država ravno mesto, ker človek udejani svojo svobodo. Tako da, če pogledamo besedilo samo, besede, ki so uporabljene, je očitno diametralno, se zdi diametralno nasprotno stališče. Ampak mislim, da je to zgolj tis, napačen tis. Ja? In zaradi tega precej verjetno, da je v resnici Hegel avtor tega spisa. Namreč mislim, da je dovolj očitno, da se obe stališči dejansko ne nasprotujeta. V mitologiji uma je država obravnavana kot nekaj mehaničnega, kot stroj. Rečeno na hitro, država je razumljena kot država razuma. Zato avtor v nadaljevanju terja, da mora namesto te mehanične države nastopiti neka druga država, umna, organska tvorba, ki, to je namreč značilnost organizma, nenehno postaja to, kar je in postaja. Tako živi organizem. Ampak natanko to je za zrelega Hegla značilnost države uma. Države kot, pravi Hegel, vedočega se naravnega duha. Države, kolikor ravno je ideja. Tako da mislim, da je dovolj očitno, da je razlika med obema stališčema predvsem v besedah, ne v pojmih. In mislim, da lahko enako, če se skličem nazaj na končno spodbudo, rečemo tudi mi, biti proti mehanični državi, ki jo imamo, biti proti slabi državi, je isto, kot zauzemati se za umno državo. Tako da je izbira besednjaka, ali se bomo zauzeli, ali bomo proti mehanični državi, ali za politično državo, predvsem stvar diskurzivne strategije. Hegel je običajno deloval tako, da je v kritiki metafizike ohranil besede in jih izkušal navdati z novo vsebino. Bil je konzervativec, leksikalni konzervativec in semantični revolucionar. Tako je ravnal nenazadnje tudi Fichte, ki je od vladarjev zahteval svobodo nazaj. Je govoril o Rückforderung der Denkfreiheit von der Fürsten, čeprav je de facto pred tem nikoli niso imeli. Kljub temu je zaradi diskurzivne strategije zahteval to nazaj. Enako mislim, da bi morali tudi mi državo zahtevati nazaj. Seveda pa je ne bomo dobili, če si je ne bomo vzeli. Hvala, profesor. Koga se menim? Zdaj pa. Je še kaj energije za debato, oziroma na še komentar, vprašanje? To je strategije izčrpavanja. Imel bi eno vprašanje. Sicer to, Hegla ste soočili na eni strani Marxom in na drugi strani Lockeom in Hayeckom. Niste ga soočili recimo z Keynesom. Zdaj pa, imam prav, špekuliram, da je to tudi zato, ker je Keynes na nek način in v neki meri Hegelovec, ali pa saj, da je recimo Keynesovstvo kot neka politično-intelektualna linija, ki je prevladala zlasti po drugi svetovni vojni, na nek način in v neki meri Hegelovska. Namreč tudi recimo, mislim, struktura te recimo povojne, keynesovske, socialdemokratske države, pa tudi njen odnos s civilno družbo je struktura, kakršno ste opisali recimo na začetku vašega predavanja. Tudi recimo Bolancas, pa te nemške marksovske razprave iz 70-ih let so nastale v tem zgodovinskem okviru in pišejo o tem zgodovinskem okviru. Pa tudi recimo kritika trga, kakršno ste izvedli, je v resnici zelo dosledno keynesovska. Tudi Keynes bi rekel, da je trg recimo neka vednost, ki ne ve. Tudi Keynes bi rekel, da trg seveda pač skozi
teži k nekemu ravnovesju, ampak je več možnih ravnovesij. Recimo na trgu delovne sile se lahko ravnovesje vzpostavi pri 1%, kakor recimo veljalo to v Franciji po drugi svetovni vojni, ali pa pri 25%, kakor to velja danes v Grčiji. Ampak ne ve pa nič o tem, kakšno je pravilno ali pa zaželeno ravnovesje. No, to je bilo moje vprašanje. Odgovor v osnovi, ja. Zdaj, Keynesa toliko, ko se postavljajo te zunanje meje, se običajno poskuša najti čiste rešitve. Skratka, da vemo, kje so naši orientiri. In zaradi tega se postavi na eno stran čisto teorijo Locke in potem Hayek, kot ena verzija tega, na drugi strani Marx. Keynes je tukaj nekje vmes, sicer ga najbolj ne poznam, ampak ja, v osnovi gre za to, da je trg po Hegelu nekaj, kar lahko deluje v najrazličnejših okvirih. In te okvire je treba politično vzpostaviti. Tako da odgovor bi bil po mojem neposredno ja. Mislim, če lahko trg enako deluje, in to deluje zelo dobro, deluje pravzaprav v obdobjih, ko je kazal največjo moč po drugi svetovni vojni, do 70-80 let, ob stopnji obdavčitve dohodnine, ki je dosegala na vrhu, mislim, da 80-90%, potem dokazuje, da imamo lahko zelo, zelo različne kapitalizme. In to je Keynesova teza, to je, mislim, da nekaj, kar izhaja iz Hegelove zastavitve. Trg je mogoče uravnavati tako rekoč kakorkoli po Hegelu. In mislim, da je to tudi v osnovi dobra pot. Torej, ja. Ja, me zanima, kakšno je vaše mnenje, ko pravite, da moramo državo zahtevati nazaj. Me zanima, a menite, da je mogoče to skozi demokracijo ali, mislim, glede na stanje, v kakršnem se nahajamo, da je demokracija kot izbiranje jogurtov in tako naprej, mislim. Ali... Demokracija je pravzaprav beseda, ki nima več nobenega pomena. Demokracija je pojem, ki je imel skozi zgodovino svoj razvoj in ki je v antičnem svetu pomenil nekaj precej drugačnega, kot pomeni danes. Tako da je tukaj treba najprej povedati, kaj si predstavljate, kaj razumete, ali je to mogoče na demokratičen način. Če je demokracija tisto danes prevladujoča oblika političnega udejstvovanja, potem je odgovor vsekakor ne tega narediti na demokratičen način, zaradi tega, ker je demokracija, kakor deluje danes, nepolitična in mislim, da v smislu, kako razumemo, hočemo razumeti demokracijo, nedemokratična. Povedano drugače, treba je odpreti nove, oblikovati nove oblike, vzpostaviti nove oblike političnega delovanja, ki se ne more zvesti zgolj na glasovanje na volitvah, temveč jaz mislim oblikovanje javnega mnenja. Všeč bi mi bila ideja, da bi bila politična naloga vladavina ljudstva v smislu, da bi se vladavina javnega mnenja preoblikovala v vladavino javne vednosti. Ker veste, pri Hegelu je javno mnenje javno mnenje pač mnenje. In za mnenje je značilno to, da je v njem združeno, lahko zadene, ampak tudi javno mnenje ne ve, ali ve ali ne. In javno mnenje je nepovezano med sabo. Nima nobenih razlogov za ali proti. Nima pravih razlogov. Kar pomeni, da je treba mnenje preoblikovati v vednost, povedano drugače, vzpostaviti mrežo razlogov, preko katerih se bo mnenje preoblikovalo v vednost, čimer se bo hkrati vzpostavilo tudi ljudstvo kot politični subjekt. Tako da, moj odgovor je ne vladavina javnega mnenja, javne vednosti. Naloga političnega delovanja bi morala biti preoblikovati javno mnenje v javno vednost. Še kakšno vprašanje? Se bom kratko
ločiti? Ja. Kako ločiti? Zdaj, kot prvo, tisto mnenje, če govorimo sedaj o vednosti, v imenu katere se izvaja današnja oblika vladavine, direktiv in podobno, mislim, da je očitno ta oznaka hudo pretirana, prevzetna. Jaz mislim, da če je očitno, da kdo danes ne ve, kaj se dogaja v ekonomiji, potem je jasno, da to niso ekonomisti. Ekonomisti so tisti, ki niso videli, da kriza prihaja. Ekonomisti so tisti, ki tega niso videli, zato ker po njihovi teoriji krize ne bi moglo biti. In ekonomisti so tisti, ki danes ne vedo, kako je mogoče iz krize iti ven. Če kdo ne ve, potem so to ekonomisti. In to je mogoče zelo jasno pokazati. Recimo, veste, da so večino teh varčevalnih ukrepov svetovali na podlagi raziskav ekonomistov, ki so pokazale, da ko stopnja zadolženosti neke države se dvigne preko neke meje, in to je bila postavljena na 90%, to ima to uničujoče posledice za dolgoročno gospodarsko rast. Izkazalo na podlagi tega so potem pritisnili na Grčijo. Zmanjšate dolg, pa to je treba najprej narediti, potem vse ostalo sledi. Izkazalo se je, da so prišli do teh rezultatov na podlagi napačnega agregiranja podatkov, niso upoštevali primera Nove Zelandije. Izkazalo se je, da so prišli do tega na podlagi napačne uporabe Excelovih tabel, pozabili so nekaj. In, pazite, nekaj tako elementarno napačnega je potem lahko določalo in še zmeraj določa celotno politiko Evropske unije. Tako da to, kar je danes jasno, je, da se ta vladavina ne oblikuje, ne izvaja v imenu ali na podlagi vednosti, ampak na podlagi pač neke ideologije. Mislim, da je ena od stranskih učinkov te krize v tem, da je razgalila bedo ekonomskega diskursa. Žal se bojim, da je na ekonomskih fakultetah tega še niso opazili v zadostni meri. Ampak, če grem k vašemu odgovoru, v imenu, se pravi, javno mnenje v javno vednost. Ampak upozoril sem, da ima vednost subjektivno dimenzijo in da je ni mogoče spostaviti. Gre tukaj za vednost, ki naj bi bila vednost o subjektu. Je vednost, ki določa naravo političnega subjekta, v zadnji instanci v tem primeru države. In te vednosti ravno ni mogoče spostaviti na tako imenovani objektivni način v imenu stvarne vednosti. Tako da naloga je, če govorimo o javni vednosti, o preoblikovanju javnega mnenja v javni vednosti, tudi pripoznanje, da ima vednost bistveno subjektivno dimenzijo. In mislim, da je to še enkrat nekaj, glede česar ima celotna linija od tam, da bo Hegla marsikaj zapovedati.